Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ta hip so v modi nebinarne osebe, torej tiste, ki ne vedo točno, katerega spola so. Ena izmed uporabnic omrežja X, nekoč Twitter, se je vprašala, kam gredo tovrstne osebe na pregled. No, eden izmed odgovorov v komentarjih je bil psihiatrov. Sedaj pa se lotimo 124. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali naš način življenja. Zakaj nam jemljejo naš način življenja? Ne smemo več kuriti drv, ne smemo jesti mesa, ne smemo kmetovati tam, kjer smo od nekdaj in ne smemo imeti avtomobila, ki ni na elektriko. Kaj sploh še smemo, nam bosta povedala naša posebna gostja, okoljevarstvenica in kmetovalka Maja Marčič in naš stalni komentator Janez Zupan. Maja, Janez, toplo pozdravljena v Faktorju. Živijo, zdravo. Maja, ti živiš med Nizozemsko in Slovenijo. Pa me najprej zanima, glede na moj današnji uvod, na Nizozemskem še imate ločene sanitarije po spolu ali imate tako kot že bolj napredni deli, da rečemo na narekovajih slovenske družbe, ne, kjer so to že unisex WC? Sem v zadnjih nekaj letih opazila na moji fakulteti za znanstveno ilustracijo, da so odstranili spol. Ja, in mi je bilo malo neprijetno. Ampak tam je v bistvu skupaj z umetniško gimnazijo in potem si predstavljamo, kaj naj ne, znanstvena ilustracija, imamo tam znanost, potem imamo tam umetnost in si z njimi delimo stranišča in Nizozemska pač bo, ne vem, se mi zdi, da je takšno testno območje za Evropo, kaj in kako bi oni uvedli, zato ker Nizozemci bodo dejansko šli z temi spremembami, zato ker oni so nekoč imeli vlado, recimo v 70-ih, zato ker so tudi zelo, kako bi rekla, uvidevni ljudje, recimo tam, če se vrineš vrsto, kaj če bi vsi to delali, ne vse. Jaz sem izgubila telefon ta teden in na vlaku nočnem v Amsterdama, in sem ga našla na internetu na strani Lostit, tam je pač sistem spoštovana vrednota. Jaz upam, da si bodo sedaj v določenih spremembah sistema, ki nam vsem v bistvu pretijo, tudi oni, ne vem, pogledali, kam pes taco moli, saj tudi tam si mladi ne morejo privoščiti stanovanj ali hiš, v hiši lahko samo sanjajo, stanovanj, in tako dalje. V bistvu tudi avtomobila, se ga nimaš kam parkirati, če imaš električni avto, da si ti parkplac parkiraš. Psav je toliko, da jaz recimo tam se več ne rekreiram, zato ker je to razstava pasjih drekov, gostota populacije narašča in jaz... Dobro, Nizozemska. Zdaj pa, Janez, če gremo nazaj v Slovenijo. Zdaj, kaj pa v Sloveniji po tvoje ta hip ključna vrednota? To še to, kar smo imeli včasih, ali so zdaj že katere nove? Ključna vrednota je izraziti individualizem in atomizacija družbe. Vsaj tako nekako zgleda. Torej, ključna vrednota je, da si vsak na nek način sam ustvari svoj vrednostni sistem, da sam svoj vrednostni sistem potem tudi na velika usta uznanja. Seveda, če ni v skladu z nekimi tradicionalnimi vrednotami, tiste že majčkeno bolj problematično, ampak če je pa v skladu z nekimi progresivnimi politikami, je pa to treba seveda povedati, kakšni so naši vrednostni sistemi. In se mi zdi, da to nekako daje smer tudi Evropi, Sloveniji, Evropi, sploh zahodnemu svetu, ki nekako se želi odlepati od tistega, kar je bilo, od našega starega načina življenja v nek nov način življenja, ki ne bi po zagotovilih ne vem koga, takih fakultet oziroma takih naprednežev, kot je tudi Maja o njih govorila, torej po zagotovilu njih ne bi bil to boljši svet in lepši način življenja. Zdaj, Maja, Janez, če začnemo s kurjenjem drv, ne? Zdaj,
Mislim, a ste videli, da si kdaj predstavljali, da bo kdo rekel, da ne smemo več kuriti na drva. Ne? Mislim, Slovenija, kjer imamo koliko, ne vem, tisočletno tradicijo tega, mislim, da smo edina evropska država, ki raste delež teritorija, ki je porasel z gozdom, ne? Se pravi, ni problem, da bi gozda zmanjkalo zaradi tega, ker kurimo na drva in zdaj, ker naenkrat to ni več ekološko. Kaj vi pravite na to? Moje mnenje je, da je to vse del večjega plana ljudi, ki radi služijo in to ni nič presenetljivega. Ljudje bi se temu seveda morali upreti oziroma sploh ignorirati takšne. To delajo recimo Poljaki, oni poberajo evropski denar, da se te ukrepe, potem pa, ne, mi smo celo odbili ta zakon, da recimo kure obročkaš na svojem hofu, ne. Oni so to sprejeli, oni sami sebe ljudi policarijo, tako kot pri nas, ko boš soseda zatožil, ne. Zato, ne vem, mogoče lahko to izkoristim za priložnost, da pozivam Slovence, da se čas, ko je to žariti sosedu, ker je trava bolj zelena, ker smo vsi imeli velike bajte, da je tega konec in da mogli skupaj stopiti in preprosto nekaterim zadevam reči ne. In mogoče ni to fajn, da zdaj jaz na tvoji oddaji pozivam k neupoštevanju. Zakaj ni fajn? Fajn je, ne? To ni lepo, če to žariš soseda. To bi še Janez po moje pritožil. No, pozivam tudi, ne vem, kakšne inšpektorje, da so bolj človeški in tako naprej. Zato, ker to prihaja k nam. Prav, ti kur pol nimaš obročkanih, če sem te prav razumel. Ne, nikoli ne bi tega naredila, nikoli. Ljudi, ki služijo, si rekla, ne, vprosti sem te prekinil. Ampak vsi vemo, kdo služi, ne, pač, če ne kuriš na drva, na neki moraš kuriti, ne. To pač ni tako zapleteno, kdo pa tu zasluži, ne. Ja, in tu so seveda, spet se gre za to, da določene države, kot je Nizozemska, mogoče še katera druga država, so ljudje dosti bolj, kako bi rekla, Slovenci še imamo ta nek balkanski hrbtenito, ne. Imamo malo vsega, ampak imamo tudi to, jaz na to računam, jaz to pogrešam, ko sem na Nizozemskem, pa malo ljudje tam. Ja. Ja, kljub temu, da se sicer strinjam s tem, da je to šele začetek, pa da se moramo marsičemu upirati in marsičemu reči ne, je vendarle sem tukaj vseeno majčkeno v precepu ravno zaradi tistega dejstva, na katerega so sicer opozarjali, ampak vendarle v principu se, tako kot sem rekel, se strinjam, ampak ne, ko toliko in toliko ljudi v neki vasi, v kateri recimo jaz živim, vsi zakurijo. Ljudi kuri svoje kamine, je dejansko, da po zimi je torej zrak veliko slabši, kot je, če kurimo na plin ali na recimo tudi kurilno olje. Tako da iz tega stališča se spomnim pred, mislim, da je bilo 5-6 let nazaj, je naš župan takratni trenutni poslanec oziroma vodja poslanske skupine Svoboda na veliko, se imamo to gozdov, kurmo, dajmo, mi imamo drva, bomo kurili, vsi kurite, danes je to vse malo drugače iz njegovih ust sliši, ampak že takrat sem malo zastrigel, sem rekel, sej dobro, kurmo, ampak preveč vse ni treba, ker dejansko nočeš ven skozi vrata prideti, pa se skoraj za... Ne, vi bi se mogli samo zmeniti, da ne kurite vsi naenkrat, ne? Da ne kurimo vsi naenkrat, pa da kurimo na dobre peči, ki so tudi danes tehnološko že tako napredne, ne pa vsak kamin pa taka, naprimer, kot je tukaj le na fotki. To so samo nekvalitetna drva, vidim, pa malo so bila mokra. Nekvalitetna drva, pa nekvalitetna peč, pa imaš pa tole. Ja. Ok, zdaj, Maja, Janez, drva niso edino, kar nam pač prepovedujejo, oziroma kjer se moramo posloviti. Velika debata je bila na začetku tega mandata tudi od tega, kaj jemo. Posebej je bilo na udaru meso, zdaj to je malo šlo na stranski tir, ampak vendarle je nekje v zadju še prisotno. Govorili se je tudi o tem, da se bo šolska prehrana spremenila itd. Zdaj, a vidva vidite stvari tako črno ali pa črnogledo, da bi res morala država predpisovati, kaj lahko kdo je?
Ja, jaz mislim, če bi imeli dovolj veliko samoprodukcijo, bi težko to naredila, ne? Ko se pa kmeti vedno bolj odločajo, da se s kmetovanjem več ne bodo ukvarjali, potem pa se to da storiti, seveda, ne. Jaz vem, da moja babica je bila doma, skrbela za, ne vem, biznis od moža in za vrt in za vse in smo mi v Mariboru dobivali, ne vem, tone vsega skupaj, ne, zelo zdrave hrane. Koliko bi to zdaj stalo, ne? In zdaj moja mama je babica za njo htela boljše, ona ne gre študirati, naj si najde šiht, oba dva delata z očetom in mojim otrokom sedaj nima nihče nuditi podobnega. Zato sem tudi jaz kupila to, si rekel, kmetijsko zemljišče, da v bistvu, ne vem, jaz to pogrešam, naenkrat vidim, da sem malo izgubljena, ko nimam jaz denarja, da toliko zdravega sadja na dan kupim. Tam na Nizozemskem recimo je tista škatlica tako mala, 3 evre rubit in sem, ne vem, ponudila sosedi, je rekla, ne, z mojega vrta je rekla, jaz to še kupim v trgovini, ker vem, od kje pride. Iz trgovine, tam je bolj varno. Ja, neč, Janez, se pravi hrana, ne? Zdaj, Maja prav, ne? Če bi bili samo oskrbni, pa bi nam težko omejevali. By the way, to so veliki biznisi, da ne veš, ki mislijo, ne? To nadomestki za meso, fake meat, ne? To je vse povezano z, ne vem, svetovnimi elitami. Vsi ti biznisi so eksplodirali, se sedaj jim pada malo to, ampak to je bil veliki boom, ne? In seveda razumeš, da tu Amerika naprinta en denar, oni ga lahko, to padne v Slovenijo, tem nevladnim organizacijam, ne? In oni pač to dalje treba. Jaz sem tudi 17 let vegetarijanka, pa sem pa zanosila, pa smo se mogli v Nemčijo peljati po hot-doge, ker jih na Nizozemskem nimajo. A veš, jaz sem mogoče tudi malo naivna, ne? Pa tudi ne jem ogromno mesa, ne? Ampak pač, a veš, pa da še omenim te nevladne organizacije, sedaj imamo v Gruziji proteste, ki so, ne vem, identični, to bo nova Ukrajina, seveda, ne, in tam je sedaj Putin prepovedal, oziroma je rekel, da tisti, ki dobijo več kot 20% tujega denarja, nevladne organizacije, morajo to povedati in reči, da so podpirani z tujim vplivom in jaz ne vidim nobenega problema, potem bi se končno lahko nehali kregati, kje Urška dobi denar, ne, naprimer. Ker folk pravi, ni od vlade, pa je mislim, ne. Da stopim. Neč, predlagam Maja, Janez, da se vzamemo krajši premor, ampak ne nam gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj nam jemljejo naš način življenja. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gostja, Maja Martič in naš stalni komentator Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj nam jemljejo naš način življenja. Janez, zdaj, mi smo si fejst prizadevali, ne, da bi živeli v državi, kjer ti država ne predpisuje, kaj naj misliš, kaj smeš reči, kako se naj obnašaš, v končni fazi, kaj naj ješ. Zdaj nekako gremo spet v drugo smer, ampak ta druga smer zdaj ni uradno pot v nek totalitarizem, ampak je pod dežnikom nekega pač naprednjaštva, neke progresivnosti, skrbi za planet in tako naprej. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, a smo mi pač seveda tudi vsi ostali, a smo res tako pač nas ni skrbelo za planet, da nas more pa zdaj toliko za planet skrbeti, kakor nas v zadnjem času skrbi. Jaz bi mogoče samo vseeno še na prejšnjo debato eno besedo rekel in sicer je povezana s tem, kar sprašuješ, no, ampak samo oskrba na žalost vidimo, da ni nek garant za to, da je človek bolj svoboden. Ker kaj se zgodi pri samo oskrbi, recimo pri nas doma smo dolga leta imeli lastno zajetje vode, recimo, ne, torej lastni rezervoar in lastno vodo, ne. Ampak potem v nekem določenem obdobju slovenske zgodovine, kratke, dobiš domov pošto, da moraš ta vodovod odklopiti in da se moraš priklopiti na javni vodovod, ne glede na to, da si vodovodno samooskrben. Zakaj pa?
zaradi tega, ker želimo seveda, da smo vsi priklopljeni na javni vodovod, da ne bi slučajno kdo kaj narobe vode pil, da ne bi napačnih borovnic ali napačnih robit ali kaj že Maja ponudila sosedi, dobiva, veš, zato, da nas torej zavarjujejo, najbrž, da nas zavarjujejo pred samim sabo in našo lastno neumnostjo. In se mi zdi, da v tem kontekstu potem tudi vse ostale zadeve funkcionirajo, ne, saj tako se zdi, torej, saj lahko si nadeneva tisto kapo z aluminijaste folije, ampak zdi se, da nas ščiti, da nas vsi te regulative in vsi ti ukrepi, da nas ščitijo pred našo lastno neumnostjo, da slučajno ne bi naredili kaj, kar ne bi bilo torej za nas dobro. Ne? Zdaj, kdo pa določa, kaj je za nas dobro, je pa seveda v veliki meri odvisno in od vladajoče klike in pa potem od, recimo temu, širše vladajoče klike, karkoli že to pomeni. No? Tako da v tem kontekstu se mi zdi, da te prepovedi, te regulative, ki nas vedno bolj na nek način omejujejo in nič ne zgleda, da bi bilo kaj boljše, ampak tako kot ti praviš, bo najbrž še slabije, ne? Na nek način povzročajo, vsaj take so neke teorije, se pravim, še vedno imava gor aluminijasto kapco, neke teorije, da je to zaradi tega, da se povzroča delni kaos, ne, v družbi, ne, torej vedno bolj si nekako nesvoboden, vedno neko večjo tako napetost čutiš v sebi, ker človek je ustvarjen zato, da je svoboden, ne zato, da bi živel v taki nesvobodi, ne, ki je na vseh področjih nekako si omejevan, in ko se ustvarja ta neko vzdušje, torej napetosti in kaosa, lahko potem še z novimi regulativami povzročaš to, evo, zdaj ste pa res odrekel, zdaj pa dajmo še to, pa bo pa res dobro, tisto bo pa res funkcioniralo. Tako da na tak način se mi zdi, da se v današnjem času spoprijemamo z našimi vsakdanjimi pravzaprav svoboščinami. Ja, izvoli. Se strinjam. Zdi se mi pa, da bi lahko uporabno orodje nekšnih vladajočih, ki imajo podjetje recimo za umetno meso, karkoli, je tudi v interesu, da so ljudje poslušni, da ne vidijo veliko možnosti za to, kako bi živeli svoje življenje, se zaposlijo v najbolj, ne vem, grejo v eno stanovanje, ne vejo, kaj je to, tako kot mi poznamo sonce in svobodo in lahko gremo po celi vasi pri 6 letih, pa nas ne noben ugrabo, ne. Jaz to opažam z največjo žalostjo, da prihaja v Slovenijo, da se tudi Slovenci počutimo manj in manj svobodno. Jaz recimo sem bila v šoku, ko je 10 let nazaj prišel fant z mano, smo na eni njivi, da mu jaz neke ptiče pokazala, in on mene vpraša, če lahko tam parkiramo. Če smo sredi ničesa, kaj govoriš ti? Ja, pa jaz to reč ne bi, ne. Mislim, ta omejenost uma je tudi na mene prišla, ker pridem v Slovenijo in včasih se, ne vem, furala posod, parkirala posod in hodila po šumah, ne, v študentskih letih kot biolog. Zdaj pa tudi jaz vidim, ne, pronica ta zamejenost uma v mene, ko si, ne vem, pivo zunaj odprem, pomislim, to ni dovoljeno, ker tam ni dovoljeno, ne. In to zadnjič na Iskem Vintgarju vidim jaz parkomat, kaže, folk, ko gre na Iški Vintgar hoditi, bo se plačeval tam parkiranje, hvala Bogu, da so se spravili ven z hiše, pa šli na šetnjo, da nehaj, no. Veš, ne. Ja. Ja, in ta recimo en super primer te, recimo temu, razmišljanja, torej na nek način, pa ne govorimo tukaj samo o razmišljanju oblastnikov, ampak razmišljamo v nekem recimo temu filozofsko-sociološkem toku, ki nas preveva v teh trenutkih naše zgodovine, recimo, ne. Ravno sem poslušal, ko sem se sem pelal, torej pogovor z Lukom Mescem pa Ljudmilo Novak, ki sta bila na enem podcastu, in recimo se mi zdi, da super povzame to, ne, ko je Luka Mesec rekel, edina možnost za to, da se zniža torej cena stanovanj oziroma da rešimo stanovanjski problem, je to, da država naredi ful več in najemnih in ne vem kakšnih stanovanj, ne. Torej, vse nekako se želi dati pod okvir države, ki seveda je ena zelo taka zanimiva tvorba, ne, ki jo vodijo zelo zanimivi ljudje, sploh v tem trenutku, in
tako je razmišljanje, ne? Vi kar boste lagodni, mi bomo poskrbeli, bomo zgradili in to bo najceneje, ne? Namesto, da bi se dejansko dopuščali tisto, kar je dejansko bi bilo za vse najceneje, da bi se mogoče malo ta privatna iniciativa spodbujala tudi v tem kontekstu gradnje stanovanj, lokacijskih dovoljenj itd. Tako da, ja. Tukaj imam jaz spet eno zanimivo izkušnjo z Nizozemske glede stanovanjskih in teh imigrantskih problemov. Jaz vidim, že večkrat ponovila, vsaka peta hiša v Sloveniji je prazna. Jaz razumem, da ljudje hočejo iti v mesto, ne vem, nekateri so mogoče prisiljeni v to, če mene vprašaš, ampak decentralizacija je tu veliki problem. Ampak ga noben noče rešiti, ker zakaj bi ga, zato ker potem lahko več betoniramo, več gradimo novih stvari in tu ima vedno nekdo profit. Pa ne samo to, naj povem, kako je Nizozemska to rešila in to bo prišlo k nam, zato ker tam, ko vidi, da nekaj deluje, bojo to poskusili tudi tukaj. In jaz sem recimo šla v jezikovno šolo in prva lekcija, oziroma v bistvu edino, kaj se naučiš je, kako v prvih, ne vem, kako poslati pismo delodajalcu za delo za oskrbo starejših. In ti so se ne integrirajo, imigranti se ne integrirajo. Kaj pa, če jih daš na tečaj slovenščine, naučiš jih glih te službe, ko jih nimamo, ne? In jim daš jim stanovanje in oni so potem tukaj, ne? In vse slovenski jezik težke, pa tudi nizozemski je težke, pa so vse ovi tisti Afgani, ne, pa so bili tudi res tam cool družine in vse, ampak potem so delali v domu za ostarele, ne? Ja, to, kar so se naučili. Zdaj, Maja, Janez, po eni strani nam pravijo, ne, pač ne smete kuriti drva in tako naprej, morate to pa to, ker je to moderno, ampak določene stvari, ki so tudi moderne, da rečem tako v svetu ali pa v Evropi, pa pri nas se ne primejo. Recimo Uber, ali pa zdaj vidimo, bomo omejili, ne, Airbnb, pač resorni minister predlaga in tako naprej. Zdaj, kje je po vašem mnenju ta razlika, Janez, da ene moderne stvari, ene moderne stvari pa ne? Mislim, definitivno zato, ker sej lahko imamo svoje mnenje in o Uberu, in o Airbnb-u, in o Woltu, in o ne vem komu, a ne? Ampak to so neke privatne pobude, s katerimi na nek način, na določenim segmentom, na nek način država izgublja svojo torej, a ne, če pogledamo recimo Uber, kdo se je pritožilo se vemo, kdo se v Sloveniji lahko pritožuje, ko nek nov način urejanja taksi službe prihaja v Slovenijo, a ne? Je zaradi tega, ker se potem na nek način ljudi, tako nam država razloži, izkorišča in tako naprej, ne, kljub temu, da seveda noben ni prisiljen zdaj Ubra voziti ali kakorkoli, ampak skratka nek odpor proti tej privatni pobudi in k večjemu strmljenju k temu, da so neki veliki sistemi, sicer taksi sistem ni nekaj državnega, ampak je pa zelo reguliranega, in na tak način hočemo, da zadeve funkcionirajo, torej zelo regulirane, vedno bolj regulirane in vedno bolj pod vplivom nekih predpisov, ki so pogosto na škodo tistih, katere imamo najbolj v mislih, ko govorimo o tem, kaj je treba prepovedati, zakaj Wolt ni dober, zakaj Uber ni dober, zakaj Airbnb ni dober. A ne, saj lahko rečemo, ok, stanovanje premalo, zato ker jih preveč na Airbnb se oddaja. Kdor je že kdaj pogledal, koliko stanovanj se na Airbnb v Ljubljani oddaja, ve, da to ni v 10 tisočih, kot se piše ali pa govori, ampak da je to bolj tam proti 100, 200, 300 mogoče. Ampak to, da se na nek način, država na nek način vedno bolj hoče imeti nadzor nad vsemi podsistemi praktično. In zato se tudi ta privatna pobuda na različne načine želi onemogočati, želi vsaj se jo ovirati na nek način. Maja, zakaj so ene stvari moderne, ene stvari so pa tudi moderne, ampak za nas niso moderne? Če imaš ti največ denarja in imaš firmo, ki potem lahko plača propagando teh agend in se jih še par združi skupaj, po možnosti še denar printaš, potem je pač to moderno, ne? Ostalo pa ni. Ostalo smo pa konzervativci, ne? Čeprav jaz sem konzervativca, ampak zdaj po današnjem dnevu Janez, hvala, bom in tak. Boš ratela. Ja, zdaj, kje vidite pač pot ven iz tega ali pa pot naprej v končni fazi, ne? Zdaj,
čemu vse se bomo morali še odpovedati? Mislite, da je to nepovratni proces ali vendarle bo zdrava pamet na koncu prevladala? Ja, do neke mere to je nepovratni proces, oziroma vsaj proces, ki se ga bo zelo dolg časa, za katerega bo treba zelo dolg časa, da ga bomo nazaj obrnili oziroma spremenili, da bomo zopet prišli na tiste stvari, ki so dejansko za malega človeka, pa mogoče za človeka najboljše, da ne samo za malega. Ne? Se konec koncev vsi živimo v istem golažu, da tako rečem. Je pa tukaj definitivno to, kar je Maja prej rekla. Torej, glavni odgovor na to, da se ne strinjamo s tem, je, da rečemo tem zadevam preprosto ne. Na kakršne koli metode, ki jih imamo v rokah, torej volitve, podcasti, javno mnenje, tudi pobude, ulični protesti, recimo, to so edini mehanizmi, ki jih imamo in s katerimi lahko izražamo to, da se bo potem tudi na političnem področju kaj spreminjalo. Ne? Ker vidimo, se mi zdi zelo en tak simptomatičen princip trenutno vlada, ne? Da v medijih, seveda mediji zelo podpirajo te tako imenovane progresivne agende, ki si jih že omenil, in zaradi tega, kdor je proti tem progresivnim agendam, se zelo hitro znajde na tnalu nečesa, nečesa negativnega, ne? Torej ta je ne vem kaj, fašist, ta je ne vem nacist ali karkoli, ta je ne vem alt-right, pač kakorkoli že. Je pa lahko nam je mogoče majčkan zgled v tem smislu tudi Amerika, no, kjer pa vendarle ni ljudi sram tudi ne reči, ne? Kljub temu, ampak seveda medijsko je Amerika mogoče malo bolj uravnotežena, pa zaradi tega pa seveda veliko več ljudi je, kot recimo v Sloveniji, in zaradi tega je mogoče malo manj, torej politično, torej mal manjši politični samomor narediš, če si proti kakšnim takim politikam, ki so kao trenutno in, da tako rečem. Maja, kam gremo? Aljoš, poslušaj. Kar je meni najbolj srhljivo, je ministrstvo za digitalizacijo, ne ker bi bilo tako učinkovito, ampak ker ne rabi biti v bistvu. Poglej, na Nizozemskem dobiš kazen 6 €. Greš, ne vem, za 3 mesece, ne veš, kakorkoli. Ti računajo 90 €, da so te opomnili. Te opomnijo še enkrat. Ali 45, no 2-krat. In potem predajo oni tvoj primer, ne vem, ko eni rubežniki. In to se dogaja za vse in ti se lahko znajdeš v nekaj letih, recimo, da ne vem, sploh nisi vedel, da se ti pošta kje nabira, ne? Ta ena kazen, tudi ena ti lahko tako zraste na, ne vem, 50 €, ne? In potem so oni zelo prijazni in ne rečejo, pej zdaj v zapor, oni te pokličejo, ko te najdejo, ko si vse to, ne vem, in se oni s tabo pogovarjajo, ne da boš zdaj ti mogel, ne vem, naenkrat se dati ali pa hišo prodati, ampak boš naredil plan, kako to odplačati in pol če še tam, ne, ampak ti to boš odplačal, zato ker oni vejo, ki ti si, oni vejo vse, kaj delaš, oni imajo banke povezane z vsem, z vse, z onim, ono s tretjim, ne, in to je totalni nadzor, ne, državljanov. Jaz se tega bojim, da tja gremo. V bistvu. Ok, ampak preden pridemo tja, Maja, tudi te moram res vprašati, čisto iz osebnih razlogov. Zakaj nimate hot-dogov na Nizozemskem? Ja, to v bistvu je presenetljivo, glede to, kako so poameričanjeni, ampak oni imajo nekaj, kar nisem probala, ampak meni zgleda slabše in se reče frikandel. In oni jejo to v fast foodu. In sploh, ko sem jaz razumela tisto željo en dan, da nič drugega kot hot-doge nisem htela, pač, ko se zgodi, ne, v nosečnosti, so se pač mogli v Nemčijo peljati po hot-dog. A to je pa dovoljeno? Mislim, ni na meji, ni carine, da bi... Aha, ne, so mi pustili. Tam ni mejnih policajev, pa policaj me tam ni v 13 letih ustavil, tu v Sloveniji me pa lovijo vsakič, to je... Ja, ti imaš nizozemske tablice, to je eksotično v Sloveniji, po moje. Ne, zaradi tega še prijem lažje skozi, ampak tam itak vejo, ki si, pa kaj delaš, pa če je tvoj avto registriran ali ni, ali kdaj bo, tam te ne rabijo ustavljati z avtom, to je brez veze, to je izguba denarja. Vidimo zdaj tole, kako si rekel, da se temu reče, kar vidimo na ekranu?
Čekaj, imate Ja, pa gledamo te hodoke nizozemske. Kako si rekel, da se jim reče? frikandel? Veš kaj, jaz ne vidim, tu vam je ekran brez mene, da povem. Že ime je tako, da ne more biti preveč dobro. Ok, O moj Janez, bog, ja, res. Janez, tako zdaj zgleda. Barje Ljubljansko, ne? To je bila tudi tema pred nedavnim. Skratka, kmetje tam kosijo pač mrvo, zato da imajo živino s čim futrati in tam je tudi nek metulj, endogen, ki pač je ogrožen in zdaj zaradi tistega metulja so problemi s to košnjo, ne. Zdaj, verjetno nismo zato, da tega metulja ne bilo več, ampak vseeno, kako to zdaj uskladiti. Kmetje so do zdaj kosili, metulj je bil, zdaj ne smejo več kositi, da metulja več ne bo. Tu mogoče jaz kot biolog lahko lažje komentiram, ker je v bistvu ravno to tema moje magistrske naloge na znanstveni ilustraciji, kjer se razglablja oziroma jaz narišem pomen tradicionalne kulturne krajine. Zdaj, meni je bizarno, tu se strinjam z Janezom, da se tak kaos v narod vnaša in to je zelo očitno, oziroma mogoče meni, pri kmetih in naravovarstvenikih, ki bi morali skupaj delovati, ker če se država gre zeleno agendo, potem moraš ti podpirati kmete. In kmet, če je v tem obdobju ne kosi, eni že februarja začnejo, ne. Sklepam, da ni to, da ne kosiš travnika, ker potem se zaraste, ne vem, v enem letu, ne, ampak sklepam, da je to po juniju ali pa kaj takega, ne. V tem primeru kmet, ne vem, tretjino svoje krme izgubi, a ne, ker ne začne februarja, ne. In zdaj, če on na trgu ne more tekmovati, ker cena mleka je toliko, on pa ne, potem pa se država hkrati gre zeleno agendo, bi morali oni skupaj z naravovarstveniki nastopiti proti državi, ne pa da se sedaj grejo proti. In to je zelo, kaj bi rekla, to delajo tudi na Nizozemskem, mogoče bolj učinkovito, ampak to je spet ta ameriški denar, imamo te nevladne organizacije, ki niso niti biologi, niso niti kmeti in oni bi zdaj vsem govorili, ne. Jaz mislim, da najboljše za kmete bi bilo, da si naredijo svojo stranko, kjer imajo 3 točke in ne šmirgajo nič drugega in to dosežejo, naj na svojo stran pokličejo znanstvenike in potem se bo lepše videlo, kako vlada v bistvu trdi, da se gre zeleno politiko, v bistvu se pa gre, ne vem, pranje denarja, ne vem, kaj se gre tu, ampak to ni zelena politika. Ne, ti, če hočeš, da kmet tradicionalno kmetuje, kar je dobro za okolje, ker drugače tudi do drugih metuljev, ne vem, ptičev, potujka, naprimer, ne bi bilo. In kaj se sedaj dogaja? Biologi, torej ornitologi, ustvarjajo varstvene območja, ne vem, oni so pač največji pri nas, pa najbolj učinkoviti, ustvarjajo travnike z živino, da se ne zaraste, drugače zaraste in teh ptičev več ni, ne. Zdaj pa, kaj bomo mi kmetovali, ko smo znanstveniki, ne? Torej, spet res kmete, ne vem, en primer, ne. To sodelovanje bi se nujno moralo vzpostaviti, oni bi rabili svojo stranko, če bi ta stranka se res samo za določene osnovne kmetov in ne ono tretje, bi jaz to tudi podpirala, ker je nimamo, ne. Jaz razumem, da kmetje nimajo časa, ne. Ampak dejstvo je, da se ogromno evropskega denarja, ki ga država porabi na ne vem kakšne načine, steka v projekte, ki, če bi se jih dobro spisalo, bi oni dobili ta denar, ne, skupaj z biologi, tam imajo kakšne projektne vodnje, ne, vem, da zavod Revivo dela biologi, tudi biologom ni fajn, da morajo cele dneve tam tiste vzorce, pa ono, pa da se ne, to ni več tak biolog, kot včasih, ko si šel v naravo, pa odkril novo vrsto, ne, zdaj delaš vzorce, ne pa štetje, pa ono, ne, in potem dobivaš evropski denar, da vse to, kaj, ko kmeti več ne morejo obdelovati te zemlje, da potem se to nazaj neka biodiverziteta zanimiva vzpostavi, ne. Janez, Maja, toliko časa na Nizozemskem, da pravi, da kmetje nimajo svoje stranke v Sloveniji. Kaj pa slovenska ljudska stranka? Kaj imate? Aja. Imamo. Mislim, mogoče res ni za kmete, ker ni taka, kot si ti rekla, ne. Ne, ni. Prav kmetska stranka, ne. In ni nič drugega, se lahko poveže s kom hoče, ne. Ampak ne odstopaš od, ne vem, glavnih par točk, ne. Ok, Janez, zdaj pač recimo mi trije smo vsak svojih političnih nazorov, imamo pa neke skupne točke, danes so se pokazale skozi oddajo. Kaj zdaj mi trije lahko naredimo za to, da pač lahko živimo tako, kot nam paše, če s tem seveda nič ne škodujemo drugim? Ja, to je ta
Oprosti, ta paradigma, torej naredimo, da ne škodujemo drugim, je tako, ne? Praktično vsaka stvar, ki jo že naredimo, škoduje drugim. Tudi to že, da se tukaj pogovarjamo. Pa da nam trem ne škodujemo med sabo, to sem mislil. Ok. Ja. Ja, mislim, naredimo lahko predvsem to, a ne, torej poskušamo poskrbeti za samo oskrbo, a ne na nek način skrito v gozdu, da nam jo ne bojo odvzeli, da ne bojo se kaj spomnili, malo se hecam, ampak torej, na nek način to, na drug način pa, da se o stvarih res pogovarjamo in da poskušamo zadeve na nek način argumentirati do te mere, da vendarle ugotovi vsaj večina, da so določene smeri napačne smeri in da bi bilo fino, da v določenih primerih oziroma v čim več primerih dopuščamo neko torej individualno in privatno inicijativo, dokler dejansko, recimo primer tega metulja, ne, to so relativno zahtevni primeri, ampak če želimo, da je nek metulj ohranjen, je pač to treba na neki taki sistemski ravni, kakršni tudi Maja razlagala, torej, da se kmetu da neko nadomestilo za to, za tisti čas in tako, ne, torej, vse, kar želimo, je pa seveda tudi pa problem pa to, da je preveč tega reguliranega območja v Sloveniji in da potem praktično onemogoča neko normalno kmetijstvo, ne. Tudi to, ne, tako da smo kar v taki čudni poziciji oziroma težki poziciji, ampak verjamem, da tako kot je rekla Maja, no, da z nekim dialogom z različnih deležnikov, tistih deležnikov, ki se jim gre res za to, ne za tisti denar, ki ga potem se dobiva, ampak za to, da bi vsi na nek način lažje in boljše živeli, da dialog med njimi je tista prva stvar, ki jo je treba spodbujati in mislim, da jo s takimi oddajami recimo na nek način spodbujamo. No. Ja, Maja, čas je potekel. Mi smo v tem pogledu netradicionalna oddaja Faktor, zato ker ima zadnjo besedo moški. Ampak z veseljem še kdaj nekako drugo temo ali pa na podobno. Maja Marčič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj sploh še smemo, že 1032. Faktor na TV3. Vidite našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, ali si politika res lahko privošči čisto vse. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.